vrsti. Pozdravljam tiste, ki ste prvič med nami kot nova direktorica Kulturnega foruma avstrijskega. Pa mislim, da dr. Helge Mračnika tudi še ni bilo na kakšni naši prireditvi. Kot govornica. Predstavitev knjig sem tu delala. Aha, seveda založnica. Hvala lepa. Že dolgo. Vsi ostali ste tudi lepo pozdravljeni. Moja dolžnost je, da opozorim, da je to prva prireditev od 10 v sklopu letošnjih Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani, ki so tokrat prvič raztegnjeni po mariborskem zgledu na 2 meseca. Lansko leto smo imeli v 14 dneh 10 ali 11 prireditev in je to res gosto. Zdaj bomo imeli pa z 2 presledkoma tole februarsko rundo, potem marčovsko in potem še aprilsko. S temi 10 dogodki bomo pokrili praktično vsa polja, vse dejavnosti kulture, od literature, že danes tudi filma, tudi jutri bo film, literaturo, potem se še ponovi tudi z poezijo, tudi z najmlajšo generacijo. Potem imamo lutke, že v soboto. Lutkovna predstava, to je vsako leto bistveni sestavni del, ker kaže, kako se kultura slovenska na Koroškem vsem tudi pomlaja in predaja tradicija naprej. Seveda bo odprta likovna razstava, bo koncert v Cankarjevem domu in to pevski in z tamburicami, tako da program je še tamle tudi, ste ga praktično vsi tudi dobili, vseh teh 10 prireditev, vas sedaj tudi na ostale vabim. To bi bilo z moje strani in prosil sem tudi gospo direktorico Avstrijskega foruma, da nas še ona pozdravi, no še tako tudi rečem, to moram tudi storiti, da se zahvaljujemo vsem, ki nas finančno podpirajo, da to lahko izvedemo vseh teh 10 prireditev. 2 organizira Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva v Ljubljani. Naši koroški partnerji sta pa obe osrednji kulturni organizaciji, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza, tako da skupaj ta program sestavimo. In med temi, ki nas podpirajo, so gostitelji prireditev, ki so v najrazličnejših prostorih. 2 stvari bosta tukaj v Matici, ena bo v Pen klubu, ena bo koncert, bo in predstavitev glasbene monografije, bo v novih prostorih Akademije za glasbo. 2 stvari bomo imeli, 3 pravzaprav v galeriji Družina, 2 v mini teatru. Torej, tem smo, in Cankarjev dom sem omenil, tem smo dolžni zahvalo, da nam ali po ugodni ceni ali brezplačno nudijo svoje prostore. Pa še Urad za Slovence je pa tisti, ki tudi prispeva za materialne stroške, za del pokritja materialnih stroškov. In seveda, klubskim članom sem dolžen tudi zahvalo, ker svojimi prispevki in članarino našo podlago držijo. Z vabilom, da ne bomo na koncu ponavljali, da se udeležite tudi ostalih prireditev, zaključujem in prosim gospod direktorca Sonjo, da še ona pozdravi naprej. Dobar dan. Učim se Slovenščino, ampak ne govorim slovensko. Daher noch auf Deutsch. Ich bin erst am 9. Jänner nach Schleiwach gekommen. Es ist auch meine erste Lesung jetzt hier. Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen hier diesen Abend verbringen kann. Die Lesung, ich freue mich auch sehr auf den Film, denn das ist von den 3 Filmen ihrer Tochter der einzige, den ich noch nicht gesehen habe, von den 3, die zusammengehören. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude und über das großartige Programm der Kärntner Kulturtage haben Sie schon gehört. Also besuchen Sie die zahlreichen Veranstaltungen
Und ich hoffe, wir sehen uns da auch dann wieder. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und Dankeschön. Mislim, da ste v glavnem vsi razumeli, poleg lepih želja in pozdravov, lepih želja naših vsem prireditvam, je omembe vreden oziroma prevoda tudi to, da gospa je vse ostale filme Andrine Mračnikar že videla, ta je pa še edini, ki ga bo danes, je tudi pravzaprav najstarejši, ki ga bo pa danes prvič videla. Prosim. Besede pa seveda naše moderatorke, magistre Lidije Golc. Najprej moram reči, da mi je zelo všeč, kako se gospa Sonja loteva učenja slovenščine. Prej mi je povedala, da počasi, ampak vztrajno je rekla in to je res najlepše, kar je možno. Drugo bi pa replicirala tudi to, kar ste o Andrini povedali. In sicer pravi, ne vem, če že veste, da je Andrina dobila nagrado 20. Štigličev pogled in sicer za režijo novega celovečernega dokumentarnega filma Izginjanje, ki smo ga že nekateri videli, o izginjanju slovenskega jezika na Koroškem. Ta film se s pozitivno metaforo konča, pa jo ne bom povedala, pejte si film pogledati. Aprila pride v naše kinematografe, je zelo korektno, natančno preveden in mi smo se dogovorili, da bomo danes izpuščali tiste konkretne odlomke, ki so v filmu navedeni ali pa so natančno citirani v filmu, ampak vas pa vabim, da to čudovito knjigo Mamin glas preberete prav zagotovo vsi. In sicer zakaj? Če jo poskušam najprej opredeliti vrstno, kar moramo pač delati tudi slavisti, bi rekla, da je to spominska proza, ki pa je istočasno dokument in istočasno osebna izpoved. Ampak kakšna osebna izpoved? To pa res morate prebrati. Bi pa rekla še nekaj, da je tudi razvojni roman, saj glavna protagonistka te knjige, prvoosebna pripovedovalka, od deklice se razvije v odraslo, samozavestno, samostojno žensko, kar pa ni enostaven proces. Moram reči, da je vredno brati, recimo tisti, ki imate še stik z procesom z študenti ali pa tudi z dijaki, da se bere to počasi in da se bere dolgo branje, recimo v šoli, mimogrede. Zdaj bi pa seveda pozdravila vse te 3 generacije maminega glasu. Najprej Elizabeto Siter, rojeno Ogris, prvoosebno pripovedovalko, pri čemer imaš ti veliko dela, boš povedala, velik del opravila tudi ti. Potem seveda njena hči Helga Mračnikar, ki se je razvila v močno osebnost, bom nekaj tudi povedala, potem o njej čisto na kratko. In pa seveda Andrino, ki nam v drugem mediju zdaj pripoveduje o tem okolju, o Bilčevstvu, pa o celi Koroški, pa tudi o celem svetu, ki se kot v kapljici vode nekako odseva v enem preprostem življenju, ki pa daleč od tega, da bi bilo preprosto. Zdaj pa mogoče samo to, zakaj je to knjigo treba res prebrati, zakaj je vredna večkratnega branja, pa tudi govorne interpretacije, pa tudi pisne interpretacije. Zaradi neverjetne osebnosti moje mame, zaradi njene usode, zaradi povezanosti z družino, ki jo je gojila in negovala v najtežjih možnih časih, zaradi pestrosti tem in motivov, ki izhajajo iz vsake teme, zaradi živahnega sloga, zaradi napete pripovedi, zaradi dialogov, ki kar kličejo po ufilmanju, bi rekli lahko. Mene je pri drugem branju presenetilo, koliko etnoloških posebnosti in podrobnosti ta knjiga vsebuje.
kako jo moramo ceniti in spoštovati tudi zaradi tega. Mislim pa, da je to veliko tukaj tudi tvojega dela, Helga, da si se poglobila. Pomembno je, da se bralec, poslušalec potem lahko opredeljuje do prebranega, da primerja s tistim, kar pozna. Mislim, da bom morala zelo na kratko Hanzija pa Helgo predstaviti, ker knjiga je glavna oseba tukaj danes. Moramo vedeti, da smo zaradi knjige tukaj. Torej, vesela sem, da Hanzija poznam, da je doma iz Bičovsa, da je zgodovinar, da je redni komentator slovenskega tednika Nedelja, živiš v Breznici, v občini Šentjak v Korožu, doma pa si pravzaprav z Bičovsa. Špelo imata 6 otrok, spoštujem te zaradi odnosa do tega, kako znaš kombinirati družino, iskreno skrb za družino z takim strokovnim, predanim strokovnim delom. Kaj imam jaz skozi tvojega na mizi? Gotovo simpozij o Jožku Tišnerju, pa zdaj Martinove zgodbe. Nisem pa še prebrala Elfride Verovnik, ali je to tudi v slovenščini? Ne, to je v nemščini. To je v nemščini. Helga, prevajalka, slavistka, urednica, dolgoletna urednica pri založbi Drava, zato je čisto res tisto, kar si prej rekla, da si tukaj nastopala. Tudi supervizorka, živela je otroštvo v Hodišah, v Plešarki. Obiskovala slovensko gimnazijo v Celovcu, v 70-ih študirala v Salzburgu, v 80-ih 3 leta živela s deklico svojo hčerko v Ljubljani. Promovirala je slavistike, pedagogike in filozofije, študij pa zaključila z dizertacijo o reviji Mladi, že me to zanima, ne? S Petrom Handkejem je leta 1981 prevedla roman Florjana Lipuša Zmote dijaka Tjaža. Preden pa vama postavim prvo vprašanje, bi samo na eno stvar še opozorila. 22.2. je tudi datum smrti Karla Destovnika Kajuha, tako da se moramo vsaj to spomniti, ko smo že tukaj, in pa moramo opomniti, da je tudi v naši knjigi omenjen Kajuh, in sicer je tvoja mama ga recitirala, mislim, da ne bi tega brali, ampak kot deklica je na eni prireditvi z veseljem recitirala Kajuha, s tem, da ne vem, če se je ona zavedala tega, da ni vedela, ne? Ampak si pa ti citirala, tako dobro se je spomnila, neverjetno. Zdaj pa vedva povejte, zdaj bom pa jaz res najprej, kako lep slučaj, ampak to ni slučaj, seveda, ne? Da sta vedva skupaj ustvarila pravzaprav to knjigo. Kakšna je bila ideja? Kako si ti mamo spodbudila, da je začela pisati svoje zapiske o svojem življenju? Ja, ker sem jo slišala vedno spet, najprej tebi hvala za tako prijazne besede. To meni bo všeč, a veš. Torej, mamo sem vedno spet slišala, kako pripoveduje o svojem življenju. To je pravzaprav med nami koroškimi Slovenci bolj neobičajno, ali pa ljudje iz vojne traumatizirani so velikokrat samo molčali, niso hoteli o tem govoriti. Mama nam ni tako pripovedovala v tem smislu, da bi rekli pol in pol, ampak to je bil predmet pogovorov v družini, tako da si pač vedno malo nekaj slišal. In potem sem si jaz mislila, to bi treba bilo zapisati, in sem jo prosila, da bi ona to naredila. In konec koncev sva to potem skupaj opravili. Ona je ampak o tem pišem tudi v predgovoru, kako je to potekalo. Kdo ji je pomagal? Ja, zapisovala je sama. Ampak potem sem jaz pretipkala in ji prebrala, ali pa začela spraševati, ker če nekaj bereš,
je nekaj drugega, kot če poslušaš. Ko bereš, pa začneš se spraševati, kaj pa je prej bilo, kako pa so relacije. In to sem jo potem spraševala in je dodajala in sem jaz to tudi napisala. Kateri sorodniki so pa tebi pomagali, potem ko si oblikovala že? Pomagali v tem smislu me opogumljali, da naj pišem, da to naj napišem, pa končam ta projekt. Mamina sestra, Toni, moja sestrična, od tete hčerka in seveda bratje in sestra in Heidi? Heidi, to je hčerka od tete, Heidi Štingler. Ampak tako, da bi prvič dala iz roke manuskript, ko sem ga imela, seveda so moji domači tudi brali, nekateri so rekli, ne morem brati, ker imam tukaj jokati. Ponavadi so rekli zelo dobro, ampak to meni ni bilo dost, da sorodniki pa ljudje, ki mamo poznajo, rečejo, da je to dobro, ampak sem iskala nekoga izven družine in se mi je posvetilo, da bi lahko vprašala Matejo Richter, glavno urednico Nedelje. Na to sem pa zato prišla, ker sem vedno spet mislila o branju Nedelje, kako lepo ona obravnava slovenski jezik in sicer z ozirom na to, da je bliže koroški slovenščini, da ni tako poslovenjeno, kot da list izhaja v Ljubljani. Meni je to vedno tako bilo kot ena hoja po grebenu. In potem sem jo vprašala in je prebrala in rekla, to pa bo nekaj. In potem sem še premišljevala, ampak sem jo sama izdala in potem Mateja rekla, Hanzija vprašaj. In kaj je Hanzi rekel? Ja, jaz sem bil seveda takoj navdušen in emocionalen, ker to zgodovino poznam. Udrijeve, tam, kjer je bila Elizabeta Sita doma, seveda tudi poznam, če iz otroških let, ko smo hodili, bolj glasno, ko smo hodili k Šantalenik, to je ena kapelica, če boste kdaj na Koroškem, pojete gor, se gor pelete lahko z avtom razmeroma daleč nad Pilčovcem. In smo vedno tam hodili k maši, ko je bil semen, in potem smo šli k Odriju na Špeci, na Sok, kot otroci, in to smo, seveda, to si zelo dobro sem si zapomnil, in takrat je naša mama, moja mama, zginila za nekaj časa. Ati je potem se že malo jezil, domov sem že lačen, bomo že morali iti, in mame odličila. In jaz domnevam danes, ker mi je potem to zdaj Helga povedala, da je njena mama pač hodila z mojo mamo v ljudsko šolo, v Pilčovcu v šolo. In sta bili prijateljici, to mi je tudi povedala. Domnevam, da je potem tam pač kam zginila in se je srečavala z prijateljicami. Ampak seveda, jaz sem pa tudi to obdelal zgodovinsko, mojo diplomsko nalogo sem napisal o zgodovini Pilčovca in me je seveda to zelo takoj pritegnilo, veliko bolj emocionalno, kot pa recimo strokovno. Tako da sem bil takoj navdušen nad tem, kar je bilo zapisano po prvih par straneh, in tako sem rekel, da to bi pa bilo res zelo lepo, če bi to išlo pri nas, in se mi je ta želja tudi resničila in se zahvaljujem, da si se obrnila tudi na nas in da smo to lahko izdali, ker je res izredna zgodba. Tako je bilo takrat v Pilčovcu, tam, kjer sem jaz odraščal, to se pravi seveda 50 let prejše, pred drugo svetovno vojno. In sem to pač zelo dobro poznal tudi iz pripovedovanj mojih staršev, pa tudi tet in tako naprej. Jaz pa tebi hvala rečem, da si to potrpljenje imel, ker včasih sem kar malo zgubljala nitko pri urejevanju slik in tako. Kako sta pa sestavila naslove po glavi? A sta to po kronološkem, naslovi so recimo
Bom kar prebrala. Naši predniki po atijevi družini, naši predniki po mamini družini, na obzorju strah in groza, konec vojne, konec tretjega rajka, povojni čas, poroka s Pepijem, selitev v Plešarko, sama z otrokoma in pogled nazaj na zapis spominov. Naslovi tudi izražajo pravzaprav en dramaturški lok cele zgodbe, ampak a je to izhajalo že iz zapiskov, a sta to prirejala, to uredniško delo, kako si to naredil? Ne, to je pa bilo že pripravljeno, to je že, Helga, že vse, besedilo je bilo pripravljeno. Besedilo je bilo pripravljeno, kar sem jaz lahko pri tej knjigi pomagal, je bilo tu pa tam kakšno vprašanje, ker sem mogoče pač to iz drugih virov vedel tudi, ne? Ker pri tej knjigi je tako, to ni zdaj samo zapis maminega glasu, to, kar je mama pripovedovala, temveč je Helga seveda veliko tudi iskala in raziskovala. Hodila v arhive in seveda tudi veliko brala literature. In tle se je v zadnjih letih marsikaj zgodilo. Maga Nenasi je nekaj veliko napisal, Michael Košat v nemškem jeziku tudi o tej usodi Andrija, ne, in dobila si nekaj gradiva tudi iz, mislim, da iz Anglije, ne, mogoče. Iz raznih arhivov. Ja, iz raznih arhivov. In tako, ko sem jaz lahko pomagal, sem seveda pomagal, ampak drugače je to besedilo bilo za tako rekoč pripravljeno, da ga lahko objaviš. Edino seveda lektor je še prebral Tine Logar, ki je to tudi še lektorsko povedal, tako da je to bilo urejeno. Tudi z vsemi temi pristopi, to se pravi z narečnimi besedami v knjigi, ker če v bazi Madrova kot domače, rekam, če bo zastopljeno je bilo. A se zastopljeno zdaj? Tudi Madrova sva iz iste občine, tako rekel. No in to je seveda še drugi emocionalni pristop, ker imaš potem tisto domačo govoriča, to je tudi mamin glas, to je ni zdaj pisna slovenščina, temveč to je narečje, in to sem jaz od moje mame, to je moj v bistvu materni jezik, to sem od moje mame dobil, ne pa od mojega očeta. To je ta prvi jezik, ki sem ga znal. Šele potem sem se slovenščine, pisne slovenščine naučil. Jaz sem prav radovedna, kaj boste rekli, ko preberete, koliko odstopa ta slovenščina od vašega pojmovanja. Nič ne te ne skrbi. Ne, popolnoma drugače. Jaz sem pač tako narečne izraze pustila. Poševno natisnjene. Ja, da malo zaznamujem in to, kar sem imela v ušesu. Pol nazadnje, ko sem pisala, sem me vedno poslušala. Ja, to kot Canka, ko si se poslušala. Ja, ampak notranje nisem imela. Kaj pa ta zadnji del, te priloge, ki toliko tudi povedo, ne? Kako si pa to izbirala? Kako ste pa to izbirala? Hanzi mi je predvsem pomagal, kako se ta priloga uredi. Mislim, dokumente smo v glavnem imela. A lahko poveste, kateri dokumenti so? Naprimer, pismo mojega starega očeta iz Kaceta Dachau, ki pa je moj stari oče napisal, ampak napisal za prijatelja, ali pa soseda, ki je tudi bil v Dachau, pa ni znal nemško. In pisati so pa samo v nemščini smeli. In zato je moj stari oče pisal za njega, on me povedal, stari oče pa napisal, in to pismo se je ohranilo. In zame tako malo pretresljivo, ker se tu spodaj vidi kri, krvava roka. In to pismo se je ohranilo, seveda stari oče tudi domov pisal, ampak se nič tega ni ohranilo, ker so leta 1945, ko so se tisti člani, ki so preživeli, vrnili domov, je hiša bila popolnoma izropana. To ni bilo nobene stvari več. In tako tudi ta pisma in... Če povej, kaj je mama potem naredila? Stara mama. Ja, stara mama, ja. Ona je bila malce neustrašena. In če je kje na obisku bila in videla, in rekla, ta šalica je pa moja.
In nekateri so vrnili, drugi so pa rekli. Ne vem, pač niso. Ampak nekateri so vrnili in tako je stara mama le marsikaj prinesla nazaj domov, ampak največ so dobili od sorodnikov. Ja, pa en kmet na vasi v Bečovsu spodaj je tedaj, ko so vso živino odgnali od doma v klavnico, nacisti, ko so naše izselili, so vso živino gnali v Celovec in je v Bečovsu en kmet bil, ki je eno od krav tako rekoč rešil. In je bila pri njemu v hlevu in ko je slišal, da so naši prišli domov, je to krav nazaj pripeljal. Ampak drugače je pa v bistvu skoraj pri vseh teh pregnancih, težko uporabljam besedo izseljenci, to so bili res pregnanci, pri teh pregnancih je bilo tako, da so vsi prišli na domove, ki so bili izropani. Odreva družina je bila ena redkih družin, ki je bila, mislim, da novembra 1944 pregnana. Druge družine so bile leta 1942, aprila, pregnane. Ampak seveda, ne bom vsebinsko preveč povedal, ampak seveda zato, ker se je pač Andrej, to je brat Elizabete Siter, pač pridružil partizanom in so tudi drugi sodelovali s partizani, ki so se prvič pojavili, mislim, da je bilo marca 1943 v Bilčovsu. 44, ne? No, 43. 44. Mislim, da, zdaj ne vem, točno, vse vsem. No, 43 pa 44, ja. Da, 44. 44, ja. 44, kaj pa še leto 45. Ja, točno, ja. Pa ker so te žene bile zaprte potem, ki so jih pač invalidne. Hansi, kaj pa pričevanje tvoje mame v kontekstu te knjige? Lahko kaj poveš o tem? To je tudi zelo zanimivo. Ja, to je pač tak spomin, ki ga ima. Moja mama je že rajna že 12 let, in ona je seveda vse, Bilčovs, da vam tako povem, Bilčovs je v bistvu takrat pred drugo svetovno vojno je bil Bilčovs tako kot danes Sele, to se pravi zaprt kraj. Imel si gore na eni strani, to je bila meja, potem si na tej strani, na južni strani si imel Dravo, ki je bila svoja frava in je bila nevana, ker je bila deroča, je bilo zelo težko čez Dravo prideti, in potem si imel do Celovca, to se pravi dobre 3 ure peš hoda, in pa tudi do Beljaka, je bilo daleč, to se pravi, ljudje so se poročali pač v okolici, kako daleč so pač noge nesli, tako rekoč. In je veliko, ali pa se tako rečem, skoraj vse v žlahti, tudi, smo skoraj mi tudi z Odrevnim v žlahti, ampak nismo, ampak seveda okolica, ki je pa sodelovala, recimo pri odporu, pa ki so to sodoživljali, s temi pa smo v žlahti. In je mama seveda tudi veliko poznala te ljudi in so ji pravili, ampak to je zdaj danes, jaz sem potem tudi odkril, veliko bilo tudi zakrito, niso vsega povedali, so samo nekatere stvari povedali. Je bila tudi to zelo huda travma, kar so ti ljudje takrat doživljali. In moja mama je pač veliko tudi, oziroma kot deklica takrat, ona je bila 13-14 let stara, je marsikaj doživela, pa slišala, ampak seveda za ozadje pa ni vedela. In potem je pa govorila z svojimi sestričnami, ki so jih zaprli, ena taka je bila Lonki Šelander, Apolonija Šelander, in z njo sem potem naredil, ko sem delal diplomsko nalogo, pogovor in to sem lahko tudi potem vpletel v to zadevo, ker se to potem nekako skoraj usodno prepleta, ta oseba, ki je mama te Lonki, to je rešila, ta oseba je potem igrala to vlogo tudi v Mešerke in naši družini. Oziroma sin te osebe. Ampak to je zdaj malo preveč zapleteno, boste prebrali, ko boste res prebrali, boste videli, da je to dejansko izredno zanimiva zadeva in je res lahko kot roman, kot film. To bi lahko naredil nek film, čisto po tej knjigi. Ja, morajo pa Andrina še naredila po tej knjigi, ker to, kar do zdaj dela, to ima ona direktno od moje mame.
Oni dve sta se vedno pogovarjali. Ona ima to direktno od moje mame, meni je ključno spraševala, če kaj ni razumela, kar je mami rekla. In moramo pa zdaj, ne vem, a jo že prebrala? Čakaj, sam nekaj ti bom povedala. Kaj sem se seveda zdaj spomnila? Tvoja mama je napisala o tvoji hčeri. Kar me tudi zelo veseli, je zanimanje mladih za to, kar smo koroški Slovenci doživeli in pretrpeli. Veselijo me zato Andrinini filmi in da se bo na ta način, tudi na ta način, nekaj ohranilo za prihodnje rodove. To mi je pa tako lepo, to je v zadnjem poglavju, kjer je ona, to zadnje poglavje se mi zdi prav ena nadgradnja cele knjige. Ne? Ti si se odločila, da jo vprašaš, na koncu si ji dala za prebrati, ali bi ti zdaj kaj drugače, ali bi kaj spremenila. Meni je to najbolj ostalo v spominu in sem si izpisala. Kaj je pa tebe, ali tebe kaj tudi presenetilo? Misliš, iz zadnjega pogovora? Ja, a te, vse ni treba, vse se gotovo spomniš. A te je kaj presenetilo, a je ona bila zadovoljna s tem, ali bi ona še kaj spreminjala za nazaj? Glede na zapisanega, ne bi nič spreminjala, ne? To se pravi, da sta imeli tudi vidve lepo komunikacijo. Ja. Sproti, ne? Ja. Kar je dodala oziroma povedala, me je tako presenetilo, da je konec koncev le zelo zadovoljna bila s svojim življenjem. Da so se odnosi do sosedov, ki so bili prav grdi predov nje, je pač bila sestra od bandita, ne? To na vasi, to so jo izključevali. In to je zdaj nazadnje v življenju rekla, da jo to najbolj veseli, da so se odnosi s sosedi tako spremenili, na dobro spremenili. Ja, ko je delala, recimo na polju, nimamo časa za prebrati, ko je sama ostala z dvema deklicama, so na sosednji njivi ena cela skupina delala, se spomniš tega vloga? 10 ljudi tam dela, 10 ljudi, ona pa z vama, obema, in vaju je predstavljala, da sta bili v senčki, ampak ona pa sama delala in si je rekla, to nekdo nekje vidi, jaz to moram narediti. A veš, tisto, ko ti je v dno duše, se ti zdi, pa kako je to zdržala ženska? Ko so sosedje tam so se pogovarjali, pa smejali, in jaz sploh niso videli. Ali so se pa delali? Ja, to je, ni mogoče. Jaz je Anjo tudi vidim. Ni mogoče, da je ne bi videli, ker je to ni videla. Prosimo, da prebereš kakšen odlomek. Jaz bi pa prebrala tako bolj iz začetka. Kaj hočeš? In sicer mamini spomini na strica Banja. Meni je to tako všeč bilo in to je rada pripovedovala, večkrat tudi. Ona je tako žive spomine imela na tega strica. Ker je pot od naše kmetije do Obličovsk in nazaj bila zelo strma in tudi za konje naporna, so ati za vsa druga dela, težja dela vpregali vole. Z njimi so vozili gnoj in orali in od bližnjega vrevca v gozdu dovažali vodo na dom. Imeli smo veliko živine in potrebovali smo veliko vode. Za pranje perila in za pomivanje posod smo zbirali deževnico. Za nas, za potrebe kuhanja in za živino pa so jo z voli vozili domov. Dovažanje vode je bila glavna naloga našega strica Banja. Strici so vsak dan pripeljali najmanj en sod vode, to je bilo 200 litrov. Enkrat ali dvakrat na teden, ko so krave, ki so molzle, to se pravi dajale mleko, dobile v pogreto vodo namočen senen zdrob, je pa bilo 200 litrov premalo in so morali strici dvakrat na pot. Zgodilo se je, da so stric Bani vpregli 2 vola, si zasmodili pipo in
rekli v imenu Božjem. Ja, pa gremo, hejs. In so odšli, ker celo pot niso enkrat pogledali nazaj, so šele pri vrevcu opazili, da jim vola nista sledila. Stala sta doma na gorici na dvorišču uprežena. Ježiš Marija, vsi hudiči, pomagajte mi, so se strici hudovali. A si te tajfne videl, kako so pošebneni? No, vola, zdaj pa ujrijo se, ko je res. In kar veselo prestopita, da bomo vsaj eno furijo domov pripeljali. Zgodilo se je tudi, da so strici pozabili prestaviti ročice na vozu in se je sod med potjo skotalil v Knjakov graben. Ampak so strici kljub vsem nezgodam, ki so se jim pripetile, pripeljali vsak dan poleti in pozimi, ob vsakem vremenu vodo na dom. Pozimi so včasih prišli na pol zmrznjeni domov. Vodo so namreč morali zajemati z žehtarjem in jo po lijaku vlivati v sod. Pri tem so se vedno zmočili in so obleke in obuto na njih zmrznile. Spomnim se njihovih moštac, polnih majhnih ledenih svečk. Čeprav so strice bili včasih nekoliko nerodni, smo jih vsi zelo spoštovali in imeli radi. Ko so leta 1940 umrli, sem bila stara 10 let in se jih dobro spomnim. Večkrat sva skupaj orala. Jaz sem spredaj vodila vole po brazdi, strici pa so bili zadaj pri plugu. In se je zgodilo, da so kar naenkrat ustavili vole. Ja, če pa je moja fajfa, so jamrali in iskali svojo pipo v brazdi. Jaz sem jim pomagala iskati, prebrskala sva skoraj celo brazdo. Kar naenkrat so opazili, da imajo pipo v ustih. No, poglej, no, to je moja fajfa. So se veselili in pognali vole. To je zdaj mama tako lepo napisala. Pripovedovala. To se pravi, da imel ga tudi izredno čut za oblikovanje, ne? Za zgodbo, za napetost. To, kar Mateja Richterjeva v uvodu tudi poudarja, ne? To zgodbenost, ki nekako sodi v spominsko literaturo, ampak jo tudi nadgrajuje. Ne? Mislim, da ima knjiga pravzaprav dva dela, čeprav ni ločena grafično. V prvem delu spomine mame in pa potem dekleta, ki se poroči, tvoje mame. Ne? V drugem delu pa po smrti, Pepljevi smrti, po smrti tvojega očeta, mama tvoja ostane sama in se bori za preživetje. In ta boj za preživetje ni samo ekonomski boj, ampak je tudi seveda v tistem času po vojni, vemo, kakšen boj je bil pa med vojno tudi. Ne? A bi nam še kaj prebrala? Zdaj to iz drugega dela, verjetno, ne? Ja, iz prvega dela nisem toliko izbrala, ker je nekaj bolj tudi povedanega v filmu, da ne bi podvojili. Mogoče, ko se ti pripravljaš na branje, bom jaz že napovedala nekaj v filmu. Andrej je bil Helgin stric, živel je od 1924 do 1944. V knjigi ga večkrat srečamo, jaz imam strani izpisane tudi, ampak film prikazuje o tem, kako so 20-letnega fanta po nepotrebnem ubili, ko je šel v partizane, ko se je vrnil iz vojske. Se pravi, če ne bi prišel domov, ga verjetno ne bi
Potem se je skrival doma, so skrivališče našli, tudi zelo inventivno skrivališče, ampak njegova smrt je bila grozna in ta črno-beli dokumentarni film nekako prikazuje ta prvi del knjige. Ne? Ti si pa izbrala še iz drugega dela? Ja, ampak zdaj sem se odločila, da bi nekaj drugega. Kar izvoli. Jaz mislim, tle govori o dnevu, ko so jih pregnali. Kako je ona pregnala? Torek 14. novembra leta 1944 v zgodnjih urah. Jaz sem ravno krmila svinje, vrata v hlev so bila odprta, pritekli so policisti in eden je s puško upirjeno v mene upil: Hände hoch, du bist verhaftet. Roke gor, ti si aretirana. Spustila sem vedro in dvignila obe roki k kvišku. Zofij, sestra, je bila v hlevu pri kravah in so tudi njo aretirali. Potem so naj ognali v kuhinjo, kjer so bili mama. Bratranc Tonči je bil v hlevu pri konjih in so tudi njega prignali. Prišel je komandant in prebral pismo, v katerem je pisalo, da je vse beschlagnant, zaplenjeno in od zdaj naprej Deutsches Eigentum, nemška lastnina, in da imamo pol ure časa, da se spravimo od tod. Mama so začeli jokati in vpiti: Marija na otoku, pridi nam pomagat. Marija na otoku, pridi nam na pomoč. Prišel je policaj po izgovarjavi, ni bil Korošec in nas je otroke in Mamo tolažil. Ihr könnt ja gleich wieder zurück, es geht nur zu einer Aussprache. Saj se boste takoj vrnili, saj gre samo za en pogovor. Ko je prišel drugi in ta je vpil: Gema, gremo. 4 ure ste pripravljeni za odhod, seboj vzeti samo najvažnejše in samo toliko, kot lahko nosite. Mama so se zbudili, slabo jim je bilo, da se niso mogli držati na nogah. Skrbela jih je Toni, to je hčerka, ki ni bila doma, ker so jo pri sorodnikih skrili. Toni, ki ni bila doma. In so rekli, da brez Tonije ne grejo nikamor. In so ji rekli, naj ne skrbijo, po Tonijo bojo že še šli in jo pripeljali za nami. Tega so se mama ustrašili, kaj bojo ti naciji vlačili otroka samega okoli in kam, če še nam niso povedali, kam nas res peljejo. Tisti policaj je prinesel mami vode in nas spet tolažil, da gre samo na pogovor. Seveda mu tega nismo verjeli, ampak kanček upanja je le bil. Mama so ostali, se malo zbrali in začeli iskati stvari. Zraven so meni in Zofiju ukazovali: prinesita ta leseni ufer iz Štedorja. To je bila bolj skrinja kot kovček. Imela je desno in levo en ročaj, tega bomo pa že nosile, so rekli. In da se naj toplo oblečemo. Zunaj je mraz, ne vemo, kam nas bodo zavlekli, oblečita vse, kar imata, pa gledajte, da bo tudi Mici, to je najmlajša bila, da bo tudi Mici toplo oblečena. V to skrinjo so mama nametali nekaj stvari, hleb, kruha, kanglico smetane, kos, mesa, nekaj klobas in veliki zavitek tiste masti, ki smo jo dajali kravam za pohvalo, če so teletile. Zakaj so mama ravno to vzeli, ne vem, ampak nam je v pregnanstvu v dolgih mesecih pomanjkovanja prav prišlo. Kako smo bili veseli koščka te masti. Moram samo kratko dodam, ne bom prebrala. Tista zgodba. Kar preberi. Bom jaz vse spustila, ker to je pa najbolj pomembno, da ti prebereš. Ob 6 moramo film si pogledati. Moram nam ostati še malo časa za pogovor, tako da se opravičujem. Nič ni tako nujnega, tole pa je eno. Izvolite. Amo,
kaj še lahko povedati? V izbi, kjer so mama imeli omarico s steklenimi vrati, tako vitrino, kjer so hranili denar in ne vem kaj še vse, pri iskanju tega, kaj bojo vzeli s sabo, so naleteli na materinski križ, ki so ga kot mati 8 otrok dobili od Hitlerja. Mama so vzeli ta Mutterkreuz v roke, ga dali meni in rekli, fuj Teufel, to imamo od tega usranega Hitlerja. Jaz sem ta Mutterkreuz vzela in ga vrgla policaju pred noge in rekla, fuj Teufel, das haben wir vom scheiß Hitler. Policaj je zavpil, du Rotzmine. Mama pa, Lizi, skri se hitro, tja zadura se skri. Policaj je šel po komandanta in je prišel nazaj, pa še nekaj drugih z njim in je vprašal, wo ist die Rotzmine? Kje je ta smrkolinka? Tedaj sem se morala le prikazati in sem dobila tako klofuto, da sem videla 1000 zvezd, padla v nezavest padla in se onesvestila. Mama so mi prinesli vode in rekli, Lizi, vstana, gremo, moramo iti. Ja, tako. Zdaj pa še kot zadnjo pripombo, da še v svojo staro mamo malo pohvalim. Na strani, kje pa je ta skrinja, veš. Franzi bo našel stran, da vas upozorim, kje je ta leseni ufer iz Štedorja. To je bila dejansko skrinja. In jaz občudujem svojo staro mamo, da je toliko bila prisotna, da je to veliko skrinjo. Zdaj so rekli, samo toliko, kot lahko nosite. In večina ljudi je šla, ja, se ohranda pri nas, večina je šla s culami, ker niso imeli kovčko doma. To je en kovček, ki spada na kolesel, na Šajterka. Na kolesel, ja, vse kolesel. Ko je konus spredaj oprežen in zadaj je to bil kovček, če so kam potovali, da so kam imeli kaj dati. In jo vztrajala, da... To je vzela in na poti iz Logarja nazaj, ko so poli v Beljaku bili zaustavljeni, je spet stara mama imela nekaj posebnega s sabo. Ona je vzela eno kandijo mleka iz tistega Logarja, kjer so bili. In to mleko je na kolodvoru Beljaku prav prišlo, ker so jih 3 dni zadržali tam in nič niso dali za jesti za piti. Tišler ima to v zborniku, bolj podrobno. No, omeniti je treba tudi še, da je bil oče, je pa bil v Dachavu, pa sin tudi, ne? Oziroma mama je bila sama, ne? Z otroki. In starega očeta in Censija so odgnali v Dachau, ostala je stara mama s 3 hčerkami, 4. In so same delali na kmetiji, vse opravljali, celo poletje in Andrija skrivali. Andrija bil težko ranjen in se doma skrival in one so to vse uredile. In hišne preiskave, po 2 hišni preiskavi na teden, od maj, juni, juli, avgust, september, oktober. To so 6 mesecev, krat 4, krat 2, pa veste, koliko krat so bile hišne preiskave. In Andreja nikoli niso našli. Ker je bil skrit v kuhinji? Ja, nad štedilnikom. A bomo itak potem. Mislim, da se vam zahvaljujem zdaj z vama, da si lahko pogledamo še film, vi pa med filmom razmišljate o vprašanjih, zakaj mora biti tudi čas. Jaz se vam opravičujem, upam, da ni to sredi, da smo sredi, ampak film je pa tudi tako močan, da je prav, da ga vidimo.
Lidija, hvala vam, da ste poslušali in nismo vsega povedali. Tretjino vsega smo povedali. Film pripravlja nekaj let. Eines der Partisanenlieder, die mir meine Mutter vorgesungen hat, als ich klein war, handelt von einem Partisanen, der schwer verletzt ist und begraben werden will. Nur sein linker Arm soll noch aus der Erde ragen. Am toten Arm soll sein Pferd festgebunden werden. Jedes Mal musste ich bei diesem Lied weinen. Irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, musste ich nicht weinen und ich war deshalb ganz stolz auf mich. Mit 2 Jahren habe ich bereits von Hitler gehört und von den KZs. Ich weiß das mit Sicherheit, denn es gibt Kassettenaufnahmen, auf denen ich Hitler neben Schneewittchen und Jesus auch erwähne. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal von Andri gehört habe, aber ich habe ihn immer bewundert. Eine Art Mythos, ein wirklicher Held in meiner Familie. Andri war der Bruder meiner Oma. Er war bei den Partisanen. Und er ist nicht gefallen, sondern wurde hingerichtet. Ich habe oft Geschichten von ihm gehört, meistens dieselben. Ich habe alle Heiligen immer besonders gemocht und mag es noch heute, denn da sind wir jedes Jahr zu Andris Grab gefahren. Meistens, wenn es schon dunkel war.
Und ich bin da gestanden mit meiner Oma, meinen alten Tanten, meiner Mutter und meiner Cousine. Und das hat mir viel bedeutet, die Kerzen für ihn anzuzünden. Die Familie meiner Großmutter stammt aus Ludmundsdorf, Bilčous, Kärntner Slowenen, relativ reiche Bauern mit einem großen Hof hoch oben am Berg. Meine Großmutter Lisi hatte 7 Geschwister. Andri war der Älteste. Er wurde am 17. Dezember 1924 geboren. 2 Jahre nach ihm wurde Hansi geboren. Dann kamen Zenzi, Sophie, meine Oma Lisi, nach ihr Ferdi, der im Alter von 2 Jahren gestorben ist, dann Toni und schließlich Mitzi, die jüngste Tochter. Dieses Foto wurde nach dem Krieg aufgenommen. Die beiden Toten, Andri und Hansi, wurden nachträglich ins Bild montiert. Usundalista Hitler schon Wachose tam ta Aufmarsch wie so Balima, so sa Hitler ja bli, so sa Hitler ja wohl, so Chira, schle, so Wachose da Schuhe, oder so was Wachose und in der Bucher mit dem Ule Maschirale. Mir trotzdem aber da na Balkone sta alle paruti lagle la Ule. To je već jedino pa taj sviječ, no taj tako da se vidio, a so navdušeni, a već mi smo jo srce mihani bili, da bi hodili u hranu. A već ati pa mama se pa tudi mičva maširati rovo. A se nose je Hitler pošel, već s kinda pa Hitler smo dobili, da je malo ule bilo. A već to ja vena ni vedo, ohabo prišlo pole. Im Jahr 1942 wurden die ersten Kärntner slowenischen Familien ausgesiedelt. Damals war beinahe ganz Südkärnten slowenischsprachig und es wurden in erster Linie Familien ausgesiedelt, die aus irgendwelchen Gründen zu den bekennenden Slowenen gerechnet wurden. Die Familie meiner Großmutter gehörte nicht dazu. Mein Großonkel Andri wurde am 7.12.1942 zur Wehrmacht einberufen. Im Jänner 1944 wurde er schwer verletzt und ins Lazarett Bamberg gebracht. Sein Knie und seine Ferse waren von einer Granate zerfetzt worden. Am 28. Februar 1944 kam er nach Hause auf Genesungsurlaub, der von kurzer Dauer war, denn am 4. März 1944 musste er bereits wieder an die Front. Kurz darauf kam zum ersten Mal die Gestapo zum Hof. Sie waren auf der Suche nach Andri, denn anstatt zurück zur Wehrmacht zu gehen, war er zu den Partisanen gegangen. A već mi već smo vadili da bodo mausto, mi smo še lepole mjerca zvarali, je da verbundina, da ohetrava se jumo so meine ule polirali, pa smaži ne bili, da je bratra trofu, s meine prošu pa bratra trofu, je li vidra porajnat bil bodo, da je reovari doma, a smijem doma prite. Da je cenci pole baru, atija pa mamo, a smije antle doma prite, da je to ne v gozdu, po partizana. Mama soll freilich, so jeder da, wo man Rosarigera ne an. Pa ti bo pa pranasto biura, pa mo taul rišo, pa taul s rimbo moja. Pa doho ta na vove džoutale. No, ati so pa lena, naj re, das tam re, so juma pre, to svetovale, so le proterahiren nas ne švite.
Also Protonahirin reda über Protometer stał. In polepo noče so pa prišli, pa potrali, pa mama so prišli, a ti so še vlivali, pa uvili, jih uvivaš, vek jameva. In tam trhali, je pa že cela hiša zase, cela hiša je več mogo videti, reče, Petre dežonirju. Gestapelce pa ne Petrežoniri, weil trist ist auch immer. Auf jeden Fall so nas postalo da smatale pa ne mačlete, le zavasute, le zarelč zavasute pa trisnute toti duram, da pa ne mačlete. Trisnute toti duram, da so učile, da dolgo mogo uveža, in uveži je pa verheeren, uveži smo na štinjah sadele. In so pa mizo, die alles reden innen, pa štiri gestapelce, cule sadele, pa Schreibmaschine, pa da smo noch za Andrije, pa verheerine bli. Tako so nas vse uveže imeli, tako so mamo verheerala, poli so Atija, poli Cencija. S Cencijam so pa ule pucali hiše, so havle mile, pa na ročah so jim s cigaretnima ročeho se smodile. So s cigaretnima je cigaretnmeste dale uhašete, je pa na ročah uhazo vse roče, se smo ja ne udahal še vse roče. Da so procencije naredili, ja. No, pa vsače bi varten on prišel. Aj se to prvo treju, pa aj se to drugo treju. Jaz več ujim, da je manere, da so Andrija ujeli leto Romajne, pa da imajo že zaprtano, da se polerejo, no ja. Ali pa tu morda, da ste ga ujeli, je da vse gut, da se jim kriegt habt. Da se jih vedo, da je doma, ali pa če vse gut. Andres erstes Versteck befand sich im Heustadel über dem Stall. Er hatte ein kleines Labyrinth ins Heu gegraben, das schließlich zu einem größeren Hohlraum im Heu führte. Vor den Eingang wurde eine Mühle gestellt. Das war offensichtlich kein sehr gutes Versteck. Die Gestapo hätte bei ihren Hausdurchsuchungen das Heu einfach anzünden können. Er überlegte sich ein neues Versteck. Die gewölbte Betondecke über dem Stall war von oben mit Schotter aufgeschüttet und mit einem Bretterboden zugedeckt. So konnte André einige der Holzbretter herausnehmen und eine Grube graben. Diese war etwa 2 Meter lang, aber kaum einen halben Meter tief. In diese Grube legte er eine Decke. Über Nacht wurden die Bretter wieder über ihn gelegt. Dieser Sarg war auf jeden Fall sicherer als das Versteck im Heu. Dann wurde André auch das zweite Versteck zu unsicher, denn man musste ihm die Mahlzeiten in die Scheune bringen und dazu den ganzen Hof überqueren. Er fand schließlich ein drittes Versteck im Haus. Zwischen 2 Kaminen gab es einen langen, aber niedrigen Hohlraum, zu dem er vom Dachboden aus einen Zugang gefunden hatte. In keinem dieser Verstecke konnte er sich jemals sicher fühlen. Da hatte André den Traum vom Enkel. Der Engel sagte ihm, er solle in der Küche über dem Herd an die Wand klopfen. Dort würde er ein sicheres Versteck finden. Tatsächlich war da zwischen 2 Wänden und einem Ofen ein sehr großer Hohlraum, in dem sich André von da an versteckte. Er stemmte über dem Herd ein kleines Einstiegsloch in die Wand, über welches meine Urgroßmutter dann einen Wandschoner hängte. So konnte ihm jederzeit problemlos das Essen gereicht werden, sogar wenn Leute im Haus waren, und er war der Familie näher und konnte die Gespräche mit anhören, die in der Küche geführt wurden. Das war Andres letztes Versteck. Bereits am 5. Mai 1944 wurden mein Urgroßvater und mein Großonkel Zenzi nach einer erfolglos verlaufenden Hausdurchsuchung verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Zenzi war damals 17 Jahre alt. Die Hausdurchsuchungen der Gestapo aber gingen weiter und es war jederzeit mit ihnen zu rechnen.
Andri je pa več vahta spomenuje, ali ta pacienti zapraša pa ali Buch dal, da bo Hitleristen zubu, tu ja bo, ali bomo še živeli. Bomo se on zatijam paciencijam prištinu se. Aj bo, to je že malo premisleval. Aj bo, če te dva pridata zad, ali jo se prištimala, ali to, če pomu ni priščubil pa. Pridma tajne, to je že, a ne pa varte spomenu. Am 27. September 1944 wurde Hansi zwangsrekrutiert. Er ist kurz vor Kriegsende gefallen und ist in Deutschland begraben. Er war 19 Jahre alt. Am 14. November 1944 wurde die Familie vom Hof deportiert und in ein Arbeitslager gebracht. Andri war noch im Haus in seinem sicheren Versteck, als die Familie abgeholt wurde. Sie konnten sich nicht voneinander verabschieden. Trotz seiner Verletzung musste er zurück zu den Partisanen. Heute liegt Andri in einem Massengrab am Fellner Friedhof. Mit ihm sind 5 weitere Partisanen, deren Namen unbekannt sind, dort begraben. Aber was weiß ich schon über Andri und warum suche ich denn so danach? Es gibt so viele Menschen, mit denen man verwandt war. Tote, die man nie gekannt hat. Held. Für mich war er einer, mein toter Großonkel. Andri, dieses Wort, dieser Name. Andri, der Kämpfer für Frieden und Freiheit. Andri, der nicht mehr kämpfen wollte. Der naive slowenische Bauernjunge, der nicht zurück zur Wehrmacht ging, mit den Partisanen kämpfte, sich vor der Gestapo, SS und Landwache versteckte. Andri, der vom Engel träumte und Andri, den die Mörder einen Hund nannten, der ihnen nach dem Sterben die Zähne zeigt. Nachdem die Familie deportiert wurde, ging Andri mit einer Gruppe von etwa 20 Partisanern nach Selbridge, wo sie sich in einem Heustall am Waldrand versteckten. Meine Mutter und ich gehen wie Diebinnen, Detektivinnen, um diese Scheune, die einmal gebrannt hat, 1944. Umzingelt, angezündet und beschossen von den Nazis. Gefecht nennt man es in den Polizeiakten. Tote und schwer verletzte Partisanen, die in einem Ochsenkahn nach Velden ins Polizeikommando gebracht wurden. In 2 Reihen auf den Schneeboden gelegt wurden, im November. Erschossen wurden und verscharrt in einer Grube im Fellner Friedhof. Das wissen wir, Fakten. Spürt man die Kälte noch, wenn man halbtot ist? Wie liegt man unter Toten auf einem Ochsenkahn? Wer hat geschossen, gefoltert? Hast du es noch gehört, dass sie dich einen Hund nannten? Nichts wissen wir. Ein Partisanengrab, 5 Unbekannte und Andreas Ogris. Nichts wissen wir. All die Polizeiakten, Verhöre mit den Mördern, die alle zusammen keine Mörder sein wollen. Nichts wissen wir, gar nichts. Das Foto des Toten, Unbekannten. Andere mit Kopfschuss. Nichts wissen wir. Wir haben nichts gesehen.
pravi, da je vseeno pripravljena še kaj povedati, čeprav jaz sem ta film 3-krat videla, pa po njem nisem sposobna nič, ne. Ampak ona je močnejša, pa ga je najbrž veliko večkrat. Tako da ne bom koga zadržala, karkoli, predvsem je pa to knjigo nujno imeti, pa Izginjanje pejte pogledati, ko bo, pa mogoče lahko tudi zaključimo, vse je prihodno okoljno. Hvala lepa.